Kljub temu, da je včeraj še morda kazalo, da šolniki ne bodo stavkali, pa je danes že jasno, da na včerajšnjih pogajanjih tik pred iztekom zadnjega roka za preklic stavke niso dosegli želenih rezultatov. Po 5,5-urnem čakanju, da bi vlada potrdila čistopis dogovora, stavkajoči tega niso dočakali. Glavna pogajalka vladne pogajalske ekipe krivdo vali na svizovce, ki naj ne bi bili pripravljeni na približevanje vladnim predlogom. Za razrednike, to je izredno kompleksno, zahtevno, naporno in odgovorno delo, smo zahtevali 2 plačna razreda, dobili enega. Kaj je v tem primeru kompromis, ne vem za koga, nič je za nas nesprejemljivo in to ni kompromis. Za najslabše plačane v javnem sektorju, tudi tiste, ki so na minimalni plači, smo zahtevali 1200 evrov bruto regresa, dosegli smo ga 1050. To je kompromis. Tisto, kar bi mi dobili, bi dobili ne v enem kosu, ampak v 2 oziroma celo 3 letih. Jaz to razumem kot kompromis, kar pomeni, da nekdo tu ne govori resnice ali pa živi na drugem planetu in to nismo mi. Morda je presenetljiva izjava predsednika vlade Mira Cerarja na dan pogajanja, saj zagotavljajo, da čvrsto stojijo za predlogom, ukolikor je v javno-finančnih okvirih. Dejstvo je, da vladna stran, torej koalicijske stranke, čvrsto stojimo za tem zadnjim dopolnilnim predlogom, ki ga bo vodja pogajalske skupine predstavila, in želimo si, da bi seveda ne prišlo do stavk, da bi se ustrezno sporazumeli v korist vseh tistih, ki v javnem sektorju zaslužijo, da bi dobili nekaj več in hkrati tako, da bo država, poudarjam, ostala v znosnih javno-finančnih okvirih, da bodo vsi ostali podsistemi lahko ustrezno delovali tudi naprej. Vlada ima sedaj moč, da kompromisne rešitve, ki so jih že dosegli na pogajanjih, smatra kot izhodišče za nova pogajanja. Zaenkrat kaže, da se lahko to ponavlja v nedogled. Za nas ni nobenih drugih stvari kot to, kar smo dosegli oziroma kar smo dogovorili in na kar smo pristali. Tu so naši kompromisi in ne vem, kaj bi pravzaprav naši radi. Pogajanja, ki tudi bremenijo proračun države in uporabnike javnih storitev, kjer se že doseže nek dogovor, kateri se tik pred podpisom, menda tudi zaradi nestrinjanja med samimi sindikati, ne izvede dokončno, pa Radosavljević komentira. Moram priznati, da smo ogorčeni, jezni, užaljeni in še kaj. Čisto preprosto smo želeli jutri delati. Naj nam dajo neke normalne pogoje delovne in mi bomo z veseljem učili to, kar smo počeli do zdaj. Mimogrede, po vseh primerjavah je slovensko šolstvo pravzaprav v svetovnem vrhu. Če se primerja z našimi sosedi Hrvati, ki so pravzaprav evropsko in še kakšno dno, upam, da to ni cilj te vlade, da razsuje še tisto dobro, kar v tej državi imamo. Vse kvalitetno javno šolstvo je. Potek dogodkov kaže na to, da je vlada dosegla le to, da pogajanja s svizom več ni, temveč ostajajo samo še ultimati. Za nadaljevanje pogajanj so sicer dogovorjeni prihodnji ponedeljek, toda o čem se bodo sploh še lahko pogajali? Ukolikor svizovci ne bodo dosegli očitno že dogovorjenega, napovedujejo strožje ukrepe, o katerih pa zaenkrat še molčijo. Protestni shod v Mariboru bo jutri ob 11. uri na Trgu generala Maistra.